Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta iz 18. seje. 5. Odgovori na vprašanja in pobude iz 17. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Mojca Erjavec je vprašala. Poudarila je, da z odgovorom na pobudo, ki jo je podala na prejšnji seji, številka 222621, ni bila zadovoljna, ker ni naslovil te problematike, ki jo je v svoji pobudi nanizala. Prosi za bolj podroben odgovor oziroma predlaga, da se ustanovi delovna skupina, ki bo intenzivno delovala in pristopila k ukrepom za izboljšanje nastale situacije in ki si bo prizadevala, da Ravne na Koroškem postanejo mesto razcveta, rasti in da se pritegne mlade, da tukaj ostanejo oziroma naredi mesto privlačno, da se bodo k nam tudi priseljevali. Odgovor. Opravičujemo se za pomanjkljiv odgovor, vendar je bila vaša pobuda v transkripciji povzeta kot več konkretnih vprašanj in smo na tak način pripravili tudi odgovor. Zahvaljujemo se vam za vašo pobudo in za vaš trud pri iskanju rešitev za izboljšanje razmer v našem mestu. Veseli nas, da lahko podamo informacijo, da že aktivno uresničujemo vaš predlog v okviru projekta Stelcicen, ki smo ga začeli izvajati aprila letos, načrtovali pa že dalj časa. Stelcicen je skupni projekt, ki vključuje 11 partnerjev iz 9 držav in se osredotoča na obravnavo izzivov, s katerimi se soočajo monoindustrijska mesta v programski regiji Podonavja. Namen projekta je krepiti sposobnost lokalnih skupnosti in organizacij za soočanje z ranljivostmi, ki izhajajo iz močne odvisnosti od določenih industrij ter prehoda v zeleno in digitalno gospodarstvo. V sklopu projekta smo opredelili glavne aktivnosti, ki nas usmerjajo k izboljšanju situacije v našem mestu. Med njimi razvoj platforme prestrukturiranja lokalnega trga dela, ki bo omogočala oceno potreb po znanjih in spretnostih ter povezovala lokalne deležnike, ustvarjamo prostore, kjer bo skupnost lahko delovala, sodelovala in razvijala ideje za diverzifikacijo lokalnega trga dela, povezujemo občine z lokalnimi delodajalci, šolstvo in gospodarstvo, da bi spodbujali lokalno zaposlovanje ter možnosti za prekvalifikacijo in izpopolnjevanje oziroma fleksibilnost mlade delovne sile v sklopu procesa izobraževanja. Prav tako bomo razvili akcijske načrte, ki bodo natančno opredelili ukrepe za povečanje prilagodljivosti in zmogljivosti našega mesta. Naš cilj je, da Ravne na Koroškem postanejo mesto razcveta, rasti in inovacij, kar vsekakor vključuje privabljanje mladih ter ustvarjanje privlačnega okolja za vse. Rezultati projekta so usmerjeni tudi v opolnomočenje občin, podjetij ter lokalnih skupnosti pri soočanju s kompleksnostmi prestrukturiranja gospodarstva in trga dela ter sprejemanju spreminjajoče se vloge občin v tem procesu. Pridobljene izkušnje iz projekta so namenjene nadaljnji uporabi, replikaciji in krepitvi zmogljivosti med občinami in strokovnjaki za trg dela v Podonavju. V zvezi s možnostjo rešitve stanovanjske problematike za mlade pojasnjujemo, da je v pravilniku za dodeljevanje stanovanj vključeno točkovanje, po katerem so mladi posamezniki do 30 let upravičeni do dodatnih 30 točk za dodelitev stanovanja, mlade družine v starosti do 35 let pa do dodatnih 40 točk. Prav tako je na območju naše občine v zadnjih 2 letih bilo zagotovljenih 35 novih neprofitnih stanovanj in 75 tržnih stanovanj, katerih cena med dve je bila v povprečju nižja kot v sosednji mestni občini ali v drugih večjih, mladim privlačnih, občinah po Sloveniji. Poleg tega je v pripravi predlog OPPN na lokaciji Javornik 2, kjer je predvidenih od CCA 115 do CCA 170 novih neprofitnih tržnih varovanih stanovanj. Struktura še ni znana in bo znana šele po sprejemu OPPN oziroma pred izvedbo investicije v gradnjo novih stanovanj. V postopku je tudi OPPN v Kotljah, kjer bi naj v prihodnosti zraslo ok. 50 novih, predvidoma tržnih, stanovanj. Prav tako bi naj na lokaciji Dobje vasi oziroma v bivši coni Gradis v prihodnosti zrastla nova stanovanjska bloka s skupno 55 stanovanji. Za bližnjo prihodnost je načrtovana tudi zazidava stanovanjskih hiš na lokaciji Čečovje jug s 33 novimi stanovanjskimi hišami. Glede pobude o ustanovitvi delovne skupine vas seznanjamo, da od leta 2022 na področju mladine deluje komisija v sestavi Aljaž Verhovnik, Marjana Kamnik, Tara Ledinek, Andraž Lečnik, Dorijan Plevnik in Maruša Dolinšek. Ker je eno mesto predstavnika občine v komisiji trenutno nezasedeno, predlagamo,
da zainteresirano svetnico na podlagi njenega soglasja in sklepa župana vključimo med člane komisije. 9. predlog novelacije investicijskega programa, sanacija kulturnega doma. Aleš Logar je vprašal. Opozoril je na platno za izvajanje kina v novem kulturnem domu, ki je trenutno v fazi izgradnje, katero naj bi onemogočalo hkratno predvajanje filmov v ozadju in v ospredju pri nastopanju skupin oziroma pri prireditvah. Naj se to preveri, da bo hkratno predvajanje omogočeno. Odgovor. Hkratno predvajanje naj bi bilo po podatkih izvajalca po izvedbi omogočeno. 10. predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta, okolju prijazna. Mežiška dolina 2. Bojana Verdinek je vprašala. Podala je pobudo, da se na območju, kjer bo urejeno parkirišče v nadaljni fazi le to še poveča oziroma razširi ali pa se razmišlja o parkirni hiši na tem območju. Odgovor. Pobudo ocenjujemo kot smiselno, realizacija pa je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev. Za parkirno hišo primernega javnega razpisa nismo zasledili, če pa bomo prejeli zasebno iniciativo, pa se bomo nanjo z veseljem odzvali. 13. predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o podelitvi pooblastila županu občine Ravne na Koroškem za usklajevanje investicijske dokumentacije. Katja Ovravnik je vprašala. Podala je pobudo, da se sproti obvešča svetnike o vseh projektih, pri katerih se poviša investicijska vrednost za več kot 2:0. Odgovor. Pri takšnih spremembah je ravnanje strokovnih služb že določeno z veljavno zakonodajo, zlasti z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 192 poročilo o aktivnostih v okviru projekta Občina po meri invalidov za leto 2024. Ivan Škratek je vprašal. V naselju Javornik pri avtobusni postaji je na pločniku umeščen nadstrešek za avtobusno postajališče, ki zaseda več kot polovico pločnika in s tem predstavlja oviro za invalide na invalidskem vozičku. Naj se to preveri in primerno ukrepa. Odgovor. Udeleženci v cestnem prometu imajo možnost koristiti površine, ki so nasproti tega postajališča. Žal nadstrešnice ne gre drugače umestiti. 24. soglasje občine Ravne na Koroškem k imenovanju direktorja ZKŠTM. Katja Ovravnik je vprašala. Kot članica sveta ZKŠTM želi opozoriti na pomisleke, ki so spremljali postopek izbire in imenovanje direktorja zavoda. Med postopkom so do nekaterih občinskih svetnikov prišle informacije o domnevnih pritiskih na zaposlene ter o poskusih vplivanja na člane sveta zavoda, kar odpira resna vprašanja o transparentnosti in zakonitosti celotnega postopka. Naša dolžnost ni presojanje posameznih ravnanj, temveč opozoriti na morebitne nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na legitimno izvedbo postopka. Zaradi navedenih okoliščin je odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport na svoji seji sprejel naslednji sklep: pozivamo župana, da kot predstavnik ustanovitelja ZKŠTM zagotovi izvedbo neodvisnega nadzora nad postopkom izbire direktorja ZKŠTM ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti sproži ponovitev postopka izbire, ki bo transparenten, strokoven in skladen z zakonodajo. Odgovor. V zvezi s pozivom županu, naj kot predstavnik ustanovitelja ZKŠTM zagotovi izvedbo neodvisnega nadzora nad postopkom izbire direktorja ZKŠTM, pojasnjujemo, da so pristojnosti in naloge župana v razmerju do javnih zavodov določene v zakonu o zavodih, uradni list RS, številka 1271-896-3600 ZPDZC in 127006 v nadaljevanju, ZZ, in sicer v 9., 12. in 25. členu. V skladu z zakonom ima župan naslednje pristojnosti. Sklene pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih z drugimi soustanovitelji zavoda, 9. člen ZZ. Poda predlog za vpis zavoda v sodni register, 12. člen ZZ. Sklene pogodbo o koncesiji s koncesionarjem, 25. člen ZZ. Zakon o zavodih nadalje določa 3 vrste nadzora nad poslovanjem zavoda, in sicer nadzor nad zakonitostjo, ki ga opravljajo pristojni državni organi. Nadzor nad finančnim poslovanjem, ki ga izvajajo pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda, ki ga opravljajo z zakonom določeni strokovni organi, 50. člen ZZ.
V skladu z navedenim povzemamo, da občina nima pristojnosti nadzora nad postopkom izbire direktorja. Pobude in vprašanja iz 18. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Sledijo vprašanja in pobude svetnikov. Nevenka Šimec je vprašala. Vprašanje pobuda številka 1. Z odgovori na pobude in vprašanja, ki jih prejmejo iz občinske uprave, ni zadovoljna. Veliko odgovorov se glasi, da bo dotični pripravljavec odgovora le tega posredoval, potem pa tisti odgovor do svetnikov ne pride. Odgovor: lepo prosimo, da nam sporočite, na katere pobude oziroma vprašanja niste prejeli odgovora, in vam bomo odgovor posredovali v najkrajšem možnem času. Vprašanje pobuda številka 2. Glede obveščanja s strani občine je opozorila, da veliko starejših občanov ni veščih računalnika, zato je potreben osebni stik. Naj se najprej obvesti strokovno sodelavko občine, ki pokriva KS, ČS in VS, ki potem naprej obvesti predsednike ožjih delov, le-ti pa bodo poskrbeli, da bodo dotične informacije prišle do občanov. Odgovor. Omenjeni način obveščanja je dogovorjen že dalj časa in bomo skrbeli tudi naprej, da se bo dosledno izvajal. Vprašanje pobuda številka 3. Ponovno daje pobudo za reorganizacijo ZKŠ teme v smislu, da se ločita šport in kultura. So osebe na občinski upravi, ki bi lahko del teh nalog opravljale. Odgovor. Pobuda je bila pred časom analizirana in ovrednotena. Pomenila bi višje režijske stroške delovanja ločenih javnih zavodov. Postavlja se vprašanje, ali bi koristi bile višje od teh stroškov. Po drugi strani je ravno obnova KC Ravne trenutek za nov premislek in analizo. Tako, da se bomo do pobude opredelili do jesenskega časa. Katja Vravnik je vprašala. Vprašanje pobuda številka 1. V Kotuli se je uredila peščena potka. Zanimajo, ali se bo leta še kaj dogradila glede na to, da se na tem območju združi več potk, kjer so nastali manjši jaški. Pot, ki pa vodi od novih blokov v Kotulo, pa je zelo strma. Zanimajo, ali se kaj razmišlja, da bi se uredila manj strma potka. Odgovor. Potka se bo uredila skupaj z ČS Javornik Šance. Vprašanje pobuda številka 2. Podan je bil tudi predlog za ureditev trim steze na tem območju, kako je s tem? Odgovor. Trenutno za ta namen sredstev v proračunu za leto 2025 ni zagotovljenih, bomo pa spremljali razpise iz tega področja in se ob morebitnem razpisu nanj tudi prijavili. Vprašanje pobuda številka 3. Podala je pobudo za umestitev ležeče ovire na državni cesti na območju med ZD Ravne in krožiščem Javornik, nasproti glasbenega centra Balu. Odgovor. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo vsa vprašanja in predloge obravnaval na svoji naslednji seji. Prejete odgovore bomo svetnikom posredovali po elektronski pošti. Vprašanje pobuda številka 4. V naselju Javornik naj se uredi prehod za pešce pri novih blokih, kjer je stanje kar precej nevarno. Odgovor. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo vsa vprašanja in predloge obravnaval na svoji naslednji seji. Prejete odgovore bomo svetnikom posredovali po elektronski pošti. Vprašanje pobuda številka 5. Kako daleč smo glede razpisa za športno dvorano OŠPV? Odgovor. Trenutno smo v postopku pridobivanja strokovnih tehničnih podlag za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vprašanje pobuda številka 6. Ko pride pešec po pločniku do DTK, nima možnosti, da gre čez prehod za pešce čez cesto. Podala je pobudo, da se na nasprotni strani gimnazije vzdolžno ob parku umesti pešpot do knjižnice. Odgovor. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo vsa vprašanja in predloge obravnaval na svoji naslednji seji. Prejete odgovore bomo svetnikom posredovali po elektronski pošti. Darja Salčnik je vprašala. Podala je pobudo, da se organizira sprejem naših mladih odbojkarjev ter se jim čestita za vse njihove odlične uspehe in zahvali za njihov doprinos športu v naši lokalni skupnosti. Odgovor. Zahvaljujemo se za vašo pobudo. Z zadovoljstvom in ponosom se oziramo na vse izjemne uspehe naših mladih odbojkarjev, ki so pomemben prispevek k razvoju športne kulture v naši lokalni skupnosti in izjemen primer dobre prakse, kako mladi z zgledi motivirajo za šport, zdravje in ekipni duh.
Zadnji mesec tečejo dogovori o večjem skupnem dogodku namenjenemu uspešnim športnikom v občini, ki pa se panožno še zdaleč ne omejuje samo na odbojko. Od 1. januarja 2025 do konca maja 2025 so Ravne na Koroškem bogatejše za izjemne športne presežke, vključno s 3 ekipnimi državnimi zmagovalci, 20 v odbojki in 10 v akrobatiki. V tem času so naši judoisti postali kar 3 posamezni državni prvaki v različnih kategorijah juda, 12 plavalk in plavalcev je v različnih kategorijah osvojilo nazive državnih prvakov v plavanju, od tega imamo na Ravnah 2 absolutni prvakinji, naši športniki so osvojili 2 dvojna naslova prvakinj namiznega tenisa. Posamezno in dvojic, ter enega posamezno. Z našim pristojnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem smo v dogovorih za organizacijo enotnega dogodka za vse izjemno uspešne športnike v prvi polovici leta, da tako obeležimo njihove dosežke in prispevke k našemu športnemu življenju. Vsekakor računamo in upamo na podporo svetnic in svetnikov občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, širše zainteresirane javnosti ter nenazadnje vseh občank in občanov pri praznovanju uspehov naših športnikov. Bojana Verdinek je vprašala. Prejema različne odzive od občanov glede košnje ob cestah. Nekateri opozarjajo, da se košnja izvaja premalokrat, nekateri, da se prevečkrat. Prosi za strategijo oziroma načrt košnje na območju občine. Odgovor. Košnja ob občinskih cestah je načrtovana 2-krat letno. Pri tem dajemo prednost zagotavljanju prometne varnosti, preglednost na križiščih, ovinkih in izvozih, vremenske razmere ter proračunske zmožnosti, hkrati pa upoštevamo tudi priporočila za varstvo narave, ki svetujejo manj pogosto košnjo, kadar to ne vpliva na varnost. Mojca Erjavec je vprašala. Vprašanje pobuda številka 1. Kakšno je trenutno stanje s prerazporeditvijo parkirnih mest na območju gradu? Odgovor. Če je vprašanje mišljeno glede situacije v zvezi z omejenim številom parkirnih mest v bližnji okolici Koroške osrednje knjižnice in enote Koroškega pokrajinskega muzeja, odgovarjamo, da razumemo, da so se časi spremenili in bi se najraje vsi pripeljali pred vhod ustanove, katero nameravamo obiskati, ali smo v njej zaposleni. Vse navedeno pa ne spremeni dejstva, da je na območju grajskega parka, ki se razteza od letnega bazena do knjižnice, na voljo dovolj javnih parkirišč, kjer lahko parkirno mesto brezplačno in brez časovne omejitve dobi vsak zaposleni ali obiskovalec tega parka in sedežnih institucij. Kar pa nedvomno ne velja za vse ostale predele naše občine, kjer razpolagamo z javnimi parkirišči. Večinoma so javna parkirna mesta časovno omejena, plačljiva, ali pa niso na voljo v zadostnem številu. V neposredni bližini knjižnice smo v lanskem letu s prometno signalizacijo rezervirali eno parkirno mesto za invalide in eno parkirno mesto za službeno vozilo KOK. Polega tega smo parkirišče razširili za 2 parkirni mesti, ki sta namenjeni javni uporabi. Razmišljamo o možnosti, da dodatno parkirno mesto rezerviramo za seniorje, torej starejše občane. Kot ste verjetno seznanjeni, je območje grajskega parka pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine, torej lahko na lokaciji izvajamo posege le ob predhodnem soglasju zavoda, ki pa kakršnimkoli večjim posegom ni naklonjen. Prav tako se nam ne zdi primerno ob tolikšnem številu parkirišč posegati v naravno in kulturno dediščino z gradnjo novih parkirnih mest, kjer po teh ni realne potrebe. Tudi če obiskovalec parkira svoje vozilo na najbolj oddaljeni točki parka, mora peš opraviti pot v dolžini manj kot 5:00 m, torej pot traja okej 6 minut. Pot je položna in varna, na voljo so prehodi za pešce, pločniki in idilične peščene potke skozi park. Ne glede na navedeno pa na občini zaradi zagotavljanja prometne varnosti na lokaciji srednjih šol in DTK iščemo rešitve, ki bi na dolgi rok rešile vse nakopičene probleme na tem območju. Ker so te rešitve zaenkrat še v zametkih, jih bomo širše predstavili, ko bodo za to primerne in bomo v občinskem proračunu zagotovili sredstva za njihovo realizacijo. Do takrat pa vas vljudno prosimo za razumevanje. Občina je gimnaziji Ravne morala zagotoviti parkirna mesta na podlagi dogovora s šolskim ministrstvom iz naslova projekta gradnje srednje šole. 33 parkirnih mest je iz tega naslova so rezerviranih ob delavnikih do 15. ure. Dejansko so se s tem uporabniki morali le prerazporediti, parkiranih vozil pa zaradi tega na lokaciji ni več. Neizbežno dejstvo ostaja,
da je na območju grajskega parka obiskovalcem in zaposlenim v občini praktično najlažje najti prosto parkirno mesto, ki je na drugi strani tudi časovno neomejeno in brezplačno. Trenutno poteka na občinski upravi postopek zaposlitve 4. redarja, na podlagi nove zaposlitve pa nameravamo delo redarske službe organizirati prilagojeno dvoizmensko, s čimer bomo omogočili, da bo nadzor mirujočega prometa na različnih lokacijah Mežiške doline, ki je še posebej problematičen na območju grajskega parka oziroma DTK-ja, potekal tudi v popoldanskem času. Upamo, da bo to pripomoglo k ureditvi, včasih, kaotičnih prometnih razmer na tej lokaciji. Vprašanje pobuda številka 2. Kako se bo urejala varnost prehoda za pešce pri Sveti Antonu? Odgovor. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo vsa vprašanja in predloge obravnaval na svoji naslednji seji. Prejete odgovore bomo svetnikom posredovali po elektronski pošti. Franc Breznik je vprašal. Na sprehajalni poti na Črni cesti sta bila pred časom postavljena klop in koš, kjer je trava zarasla klop in je ni možno uporabljati. Ali je možno vsaj okrog klopi izvesti košnjo? Odgovor. Košnja je že bila izvedena na navedenem območju.